To so dnevi nemirov na Bližnjem vzhodu. In po vojni z Iranom se pojavljajo novi interesi, ki bi lahko preoblikovali regionalno in globalno okolje. 3 države, ločene po geografiji, a združene v zaznavanju groženj in interesov, tiho gradijo eno najbolj zanimivih strateških partnerstev tega desetletja. Indija, Izrael in Združeni arabski emirati so v zadnjih mesecih presegli svoja močna dvostranska razmerja. In to, kar nastaja, je naravnost izjemno. Med našimi državami in gospodarstvi obstaja velika priložnost za sodelovanje, saj nas povezujejo skupne vrednote in cilji, osredotočeni na mir, strpnost in blaginjo. Naše države nimajo skupnih geografskih meja, vendar se združujejo v prizadevanju za mir in skupnem delovanju za dosego blaginje in dobrega počutja. Vidim naravno zavezništvo med Izraelom, ZAE in Indijo v marsičem. Če vzamete tehnologijo in inovacije Izraela, če vzamete kapital in seveda druge pomembne dejavnike, ki jih ima ZAE, kar zadeva tehnologijo, druge ponudbe in seveda obseg, proizvodno ter obrambne zmogljivosti in proizvodno Indije, skupaj tvorijo odlično zavezništvo. Leta 2022 so 3 države skupaj z Združenimi državami Amerike ustanovile strateško partnerstvo I2U2, ki je postavilo temelje za to nastajajoče trilateralno povezovanje. V novem svetu, v katerem živimo, moramo izboljšati svojo sposobnost hitrega sodelovanja, da kar najbolje izkoristimo naše primerjalne prednosti in združimo pravo napredno tehnologijo s pravimi viri. Moramo razmišljati na nov način, ko gre za energijo, prehransko varnost in vodne tehnologije, obrambo in trgovino. Vsaka od naših držav prinaša zelo različne izzive in zelo različne odlike. A prav to je tisto, kar še povečuje naš potencial. V zadnjih letih je vsak par držav podpisal več dvostranskih sporazumov na številnih teh področjih. A obstaja ena stvar, ki jih združuje bolj kot karkoli drugega. Na področju obrambe imamo že desetletja zaupanja vredno sodelovanje. Memorandum o soglasju, podpisan lani, bo temu partnerstvu dodal nove razsežnosti. Skupaj bomo napredovali pri skupnem razvoju, skupni proizvodnji in prenosu tehnologije. Čeprav nimajo formalne zavezniške pogodbe, vzajemnega obrambnega pakta ali skupne poveljniške strukture, imajo Združeni arabski emirati, Indija in Izrael skupno grožnjo, ki se je v zadnjih letih le še povečala. V časih, kot so ti, ko vlada negotovost in je svet globoko razdeljen, mislim, da Indija, Združeni arabski emirati in seveda Izrael povezujejo Zahodno Azijo z Južno Azijo. Torej je seveda namen tega, da se zoperstavi vsaki taki sili, ki dejansko uporablja terorizem kot državno politiko. Od napadov 7. oktobra je Hamas znatno okrepil svoje sodelovanje s pakistanskimi terorističnimi skupinami. V tem času sta Izrael in Indija prav tako okrepila svoje obrambno sodelovanje, tako zaradi vojne v Gazi, kot zaradi pakistanskih napadov na Indijo in Kašmir. Dodajte k temu še poglabljajoče se obrambno sodelovanje med Jeruzalemom in Abu Dhabijem glede Irana. Obstaja vse večje razumevanje, da imajo te 3 države dejanske skupne grožnje. Torej, ko Indija nekaj spozna, se Izrael tega zaveda že od nekdaj. In če se zdaj po nedavnih grožnjah tega zavedajo tudi Združeni arabski emirati, torej obstajajo skupne grožnje, obstajajo skupne povezave in obstaja vse močnejša vez, naravna zavezniška povezanost med temi državami. In niso le skupne grožnje tiste, ki povezujejo te države, ampak tudi nastajajoča rivalska zavezništva, ki se jim želijo zoperstaviti. Tukaj nastaja drugačna vrsta zavezništva med Pakistanom, Saudsko Arabijo in morda tudi Turčijo. In videli smo med operacijo Sindut lani po napadu v Pehelgavnu Perah, da niso bili samo Pakistanci tisti, ki so napadali Indijo z uporabo kitajske opreme. Proti Indiji so bili znova in znova uporabljeni tudi turški droni. Dogodki v zadnjih 12 mesecih so pokazali, da se gradi trilateralna arhitektura med Indijo, Izraelom in ZAE. In čeprav se še vedno oblikuje, je smer jasna. Poglobljeno varnostno zbliževanje, okrepljeno z gospodarsko soodvisnostjo, ki ima potencial preoblikovati regijo in širše.